Ne samo preko ekranov, tudi v živo se družimo, izobražujemo, spoznavamo istomisleče ljudi. Celo posebno potovanje organiziramo. Daj preveri klepetobkavi.si, tam klikni pod dogodki, pa da se spoznamo v živo. Odločitve so tiste, ki kreirajo naša življenja. V oddaji Klepet ob kavi predstavljamo rubriko Dobra odločitev. Boljše izbire za boljše življenje. Doktor Židanik danes v moji družbi, govorila bova o duševnem zdravju Slovencev. Še preden pa začneva tale pogovor, današnji 24-urni izziv. Res prijeten izziv je pred tabo. Pohvaliti moraš vsej 3 osebe, ki jih srečaš v naslednjih 24 urah. A bo šlo? Naj bo pohvala iskrena. Ko namreč začnemo iskati dobre stvari, se čudeži dogajajo. Evo, 3 stvari, osebe, karkoli je treba pohvaliti v naslednjih 24 urah. Doktor Židanik, fajn izziv, ne? Fantastični izziv. Preveč smo, se mi zdi, usmerjeni samo na negativno in na slabo in se mi zdi to zelo spodbudno in zelo fajn. Je pa tudi povezan pravzaprav, bi lahko povezala, ne, z najino današnjo tematiko, da take stvari nas tudi ohranjajo pri nekem duševnem zdravju. Gotovo. Vedno gre za to, kako mi sami doživljamo svet okoli sebe, samega sebe in seveda ljudi okrog nas. To je tista zgodba o volku, ne, kater preživi on, ki ga hraniš, ne? Točno tak, ja. Danes bova govorila o duševnem zdravju. Kar zanimivo je, ne, ko govoriš o tem, zaradi tega, ker človeku nekaj manjka, ko se ponesreči ali karkoli, ne, takoj pride družina zraven, pa mu pomagajo, pa akceptirajo, je bolan. Pri duševnem zdravju je pa pravzaprav to povsem drugače. Ni nič vidnega, je, kot bi rekli kakšni, da je duša zlomljena, da je duša ranjena. Pa tudi z eno stigmo je to le povezano, ne? Ker še vedno nekje velja, da če imam neke psihične težave, da je z mano nekaj narobe, tega se sramujem, da nisem dovolj močan, dovolj možat, dovolj, da ne stojim dovolj z obema nogama na tleh čvrsto, ne? Kot da moramo biti iz železa in betona in se upiramo vsem viharjem, ne? Tako da v zadnjem času se mi zdi, počasi prihaja do tega premika, da si dovolimo, da smo tudi mi ranljivi, pa da si dovolimo, da imamo tudi kakšno stisko. Res pa je, da o tem še vedno težko govorimo, sploh najbližjim. Enkrat se spomnim, ko sem bila v času faksa, na psihiatrično kliniko sem iskala prvič, tam sem imela prakso, pa so bili eni fantje, pa so me gledali oddaleč, pa so že oddaleč hoteli flirtati z mano. Pa pridem jaz blizu, pa vprašam, če mi lahko povejo, kje je psihiatrija, ne? V trenutku so spremenili izraz na obrazu in so sam o shit, ta je nora. V trenutku je bilo tisto, ne, in se mi zdi pa, da po eni strani je še to, ne, samo po drugi strani pa se stvari vendarle odpirajo. Vidim recimo, ko imamo vikende za dušo, veliko ljudi reče, sem bil celo v tej oskrbi, pa so mi pomagali, sem dal te stvari čas, sem se moral takrat odmakniti, mi je bilo pravzaprav boljše. Ja, jaz sem pred časom delal eno raziskavo v Mariboru, pa je v bistvu že kar 1/5 ljudi bila pregledana pri psihiatru, ne. Tako da ta predsodek počasi le popušča. No, to je fajn. Danes bova malce večji fokus dala na depresijo in to tesnobo, anksioznost. Nekje sem prebrala, pa ni bila strokovna literatura, da je pravzaprav depresija bolj vezana na preteklost in preveč obremenjevanje s preteklostjo, medtem ko anksioznost bolj obremenjevanje tudi s prihodnostjo. Oziroma, kakšna je tukaj razlika pravzaprav med tem? Ker danes se več govori recimo o tesnobi, pa kakšni rečejo, to sem jaz imel 20 let nazaj, pa nisem vedel, da je to. Zdaj ponavadi hodita depresija pa anksioznost tako z roko v roki, ne, v zelo velikem procentu. Tudi korenine so precej podobne. Zdaj, depresija je ponavadi povezana z neko izgubo, ponavadi z eno izgubo varnosti ali odnosa ali česarkoli, vsekakor.
lahko ima korenine v preteklosti, kot tudi anksioznost. Če jaz nisem imel varnih, stabilnih, spoštljivih odnosov v preteklosti, ena bojazen, strah pred drugimi ostane v meni, ker takšni kot smo posledica celega svojega življenja, kako smo rasli in zoreli skozi medosebne odnose, in če je bilo tega strahu v medosebnih odnosih v otroštvu več, tudi imam danes lahko težave z zaupanjem, z odpiranjem, in potem moram zelo delati na teh svojih vedenjskih in čustvenih vzorcih, da se odprem varno drugim ljudem in da dosežem nek svoj notranji mir. A je to samo moja percepcija ali je res, se mi zdi, da so včasih recimo ljudje, ki so potrebovali strokovno pomoč pri tem, da se niso v redu počutili sami s sabo, se mi zdi, da so šli pač na pogovor, pa so se bolj pogovorili, pa so recimo našli neke vzroke ali kakorkoli, pa da so se večkrat pogovarjali, pa da je bilo tako. Pa se mi zdi, da v današnjem času mi veliko ljudi govori, da še ust niso odprli, pa so že dobili antidepresive. Aha, to mislite pri psihiatrih? Ja. Ok, zdaj nekaj verjamem, da je problem v eni časovni stiski. Ja. Drugo je problem, ker zdaj, če jaz predpišem antidepresiv, to je dejstvo, da je to bližnjica, ampak relativno dobro pomaga v relativno hitrem času, v roku enega meseca, za ene globlje spremembe na nivoju čustvenih in vedenjskih vzorcev pa je potrebno dosti več časa. Tako da tu že govoriva o potrebi po kakšni psihoterapiji. In tudi raziskave kažejo, da je učinkovitost zdravljenja z antidepresivi ali s psihoterapijo približno podobna. Wow. Brez stranskih učinkov verjetno, pri psihoterapiji? Ne nujno, ker ko se človek sooča s svojimi izrinjenimi konfliktnimi vsebinami, se sooča s svojim strahom, z grozo, negotovostjo, s svojimi osebnimi šibkostmi in takrat pogosto pride do poslabšanja. Ampak to je normalno, to je sestavni del procesa in to samo govori o tem, da človek dela na sebi. Na ZZZS smo napisali, hitro so nam tudi javili in postregli sledečimi podatki iz leta 2017, kar se veže dejansko na same antidepresive. Pa sem pričakovala, da je ta cifra kar visoka, ampak tukaj visoka pa ne. Predpisanih je bilo 568.569 receptov, izdanih, se sploh ne morem verjetno, 1.565.980 pakiran, torej škatelj, kar je znašal 10.567.444 evrov. Psihoterapija, mislim, da bi bila cenej. Ne vem, če. Ne? Ne vem, če. Kaj bi bilo pa pol boljš? Nekaj moramo. Veste kaj, zdaj to je treba malo preračunati, ker jaz zdaj nimam, skratka, dol je bilo vzeti kalkulator pa pogledati, za koliko ljudi pravzaprav tu gre. Ker nekaj je res, nekaj je pritisk družbe. Družba od nas pričakuje, da funkcioniramo, da smo vedno nasmejani, vedno dobre volje, polni energije in če smo mi drugačni, je najpreprosteje vzeti en antidepresiv, pa smo z antidepresivom samozavestni, se lažje koncentriramo, lažje izpolnjujemo te zahteve se strani družbe. Če tako pogledate, ta ameriški sistem vedno bolj prihaja k nam, kako se moramo znati tržiti, kako moramo podarjati samo svoje dobre lastnosti in ko učijo ljudi pisati prošnje za delo, jih učijo samo v tem sem bil najboljšem, v onem, v tem športu sem bil najboljši, v onem in če boste vi mene sprejeli, bom zelo velikanska pridobitev za vaš kolektiv in boste lahko samo hvaležni, da boste mene sprejeli v službo. To je malo v razkoraku z realnostjo. In če hočem jaz takšen nastop vzdrževati, notri je pa vse kaj drugega, je potem antidepresiv en način, da lahko to umetno narcistično podobo vzdržujem. Vsekakor lažje. Eni, ki tako rečejo, pogovorno duševno zdravje Slovencev je na psu.
A bi nam pomagali, recimo, po vašem mnenju, da bi bili bolj dovzetni za dejstvo, da ranljivost ni šibka točka, ampak dobra? Jaz vedno rečem ljudem, da je ranljivost dar. Ko k meni pridejo, pa rečejo, da bi želeli biti bolj odporni, bolj čvrsti, da jih ne bi stvari tako prizadele. Rečem, da je to dar, ker če mi čutimo druge ljudi, kakšni so, za empatijo je nujna ta ranljivost, to, da začutimo drugega človeka. In če ga začutimo, kakšen je, lahko tudi izbiramo tak način, da ga ne ranimo. In potem smo boljši ljudje. Seveda smo pa bolj dovzetni za njegova notranja stanja in tudi depresijo in anksioznost pri drugim bolj čutimo sami. In to je pač davek, ki ga plačujemo, zato da smo boljši kot so ljudje in partnerji, starši, sodelavci. Kako dolgo že imate vi svojo prakso? Nimam svoje prakse, zadnjih 25 let sem delal v ambulanti. Kaj ste ugotovili, da je dejansko najbolj pomagalo ljudem? Mogoče ne neke instant variante, ampak tako sicer. Veste, treba je biti dokaj realen. Jaz grem ponavadi vedno skozi vsa področja človekovega funkcioniranja. Nekaj je funkcioniranje v službi, nekaj je funkcioniranje doma, nekaj so njegove pretekle izkušnje, ki se vlečejo skozi življenje, nekaj so njegovi konjički, nekaj hobiji, nekaj so njegova pričakovanja glede prihodnosti. In potem, ko vidim, kako človek funkcionira, vidim tudi, pogledava skupaj, katere stvari je možno spremeniti ali pa ni možno spremeniti, ker včasih ljudje so samo simptomi, kot eno veliko breme, spremeniti pa ne morejo ničesar, ker so pritiski povzročeni od zunaj, na kar nimajo vpliva, recimo izguba službe. To je bilo pred parimi leti še zelo velik problem pri nas, ampak nekdo, ki je izgubil službo, ni mogel vplivati na to, da je zdaj na trgu delovne sile, v bistvu, da ni konkurenčen. In takrat, recimo, so antidepresivi resnično bili edini izhod v stiski. Ker ne morem reči, to je pa zdaj neka priložnost za vas. Mislim, ni za osebnostno rast, da je nekdo brez dela, pa da ne ve, kako bo preživel čez mesec. Ali pa recimo kakšne kronične nenalezljive bolezni, da ima nekdo raka. Ne morem jaz zdaj reči, kaj vas pa bo ta bolezen naučila. To bi bilo čist min. Se pravi, treba je človeka toliko ojačati, da bo lahko to zdržal, da bo lahko to bolezen nosil, da bo lahko psihično močnejši, ker bo tem tudi razplet te bolezni ugodnejši in boljši. Tako da antidepresivi so tu v bistvu zelo dragocen pripomoček. Kot človek ti ne moreš odanalizirati raka v psihoterapiji. Rak postane. Drugo pa je, kako se z njim boriš. Pa se vam zdi, da se prehitro, ne vem, imela sem tudi določene kolegice, ki, ne vem, jih je bolelo koleno, pa so vse probale, pa tak naprej, pa na koncu pristale z receptom za antidepresiv, ker ji pač enostavno niso več verjeli, da je z njo karkoli narobe. Oziroma ginekolog je ženski predpisal antidepresive in se pravi na nekih krajih, kjer sploh ne bi pričakovali, da je to nekaj, kar bi lahko človek potreboval. Ne moramo čist ločiti našega telesa pa naše psihe, ker vse ima odmeve na našem počutju. Ena stalna kronična bolečina povzroča žalost in strah. Če mene stalno nekaj boli, gotovo se tu odpirajo vprašanja, kako bom pa jaz zmogel to v prihodnosti, kaj če se bo bolečina slabšala, kako bom zmogel vsakdanje obremenitve. Depresija in strah pa znižata prag za doživljanje bolečine in je potem to en začaran krog. Tako da v tem primeru recimo en antidepresiv ima svoj smisel, ker če je človek močnejši, stabilnejši, bo lažje bolečino prenaša in se ta začaran krog pretrga. Ne bo se zaciklal v tem smislu. 3 stvari, ki jih lahko naredi ali pa vzgoji v vsakdanjem življenju vsak Slovenc, nič ga ne bo stal, pa veliko bolj se bo počutil, katere 3 stvari bi to bile?
Nič ga ne bo stal, okej. Ali pa malo. Ne, nisem mislil v finančnem smislu. Mogoče malo več discipline, ne? Okej, skratka, tisto, kar se mi zdi pomembno je, da vidimo, kje lahko stvari spremenimo. Ne, ki lahko zgradimo nek temelj svojega življenja, na katerega lahko stopimo. Se pravi, realen pogled? Realen pogled je nekaj drugega. Realen pogled ni vedno nujno nekaj pozitivnega. Ena klinična psihologinja, ki jo zelo dobro poznam, je rekla, da imajo depresivni ljudje izostren čut za realnost. Ker mi ponavadi, ko hodimo skozi življenje, imamo rožnata očala na nosu. Se pravi, življenje vidimo lepše, kot je. Tako da depresivni ljudje v bistvu vidijo življenje bolj realno. Se jaz bojim. Jaz tudi se bojim, ja. Ker če bova midva zdaj analizirala življenje, ki ga živimo, okoliščine, v katerih smo, bova videla, da imamo kar veliko razlogov za depresijo. No, ampak, če grem zdaj nazaj, ja, recimo, največ vpliva imamo na partnerski odnos. Mi si staršev ne izberemo, otrok si tudi ne izberemo, ne izberemo si sodelavcev v službi. Zberemo si pa partnerja, zato je to najpomembnejši odnos. In če svojo energijo, čas usmerimo v ta odnos, da ta postane spoštljiv, stabilen, stalen, varen in ljubeč, potem je to temelj, na katerega lahko stopim. In če imam težave v službi, pa en močan partnerski odnos doma, potem lahko te pritiske v službi dosti lažje prenašam. Imaš nek steber nekje, stabilen. Je pa tak, veste, ko smo rekli, nekaj treba plačati za to, zrelost pomeni, da je treba dati del sebe tudi na stran in del svojih potreb. Ker ko sem jaz enkrat v partnerskem odnosu, nisem več sam, sem v paru in je dobro, da se tega zavedam. In je treba dati del sebe na stran za odnos in za družino. Ampak ženske, ki jih pa mogoče jaz srečujem, pa ne vem, mogoče sam jaz take pritegnem, ampak večina žensk da pa celo sebe v partnerski odnos in potem zgubi sebe in sploh ne ve, kdo one so brez partnerja. Ja, ali je taka njihova percepcija, ali je pa taka realnost. Se pa strinjam, da take obstajajo. K meni je hodilo eno dekle, ki v bistvu ni vedelo, kakšno jajca ima rada, ker z enim fantom je imela najraje žvrklana jajca, z enim trdo kuhana in z enim na oko. Ni pa nikoli se vprašala, katera jajca pa njej najbolj pašejo. Tako da to je tudi proces, da se vprašaš, kaj pa je izvorno moje, katere so izvorne moje potrebe, moje želje, moja hrepenenja, da ne sledim samo partnerju. Ja, to se strinjam. Zdaj, veliko se govori v tem času, mogoče je pač takim številkam, ki so kar malo prisostvovalo tudi to, o tem mobingu na delovnem mestu, nerealnih pričakovanjih, izgorelosti recimo. Tudi to, ti pritiski, ki so dejansko v službi, botrujejo malo temu, da imajo ljudje veliko težav, pa ne vem, odnosi s sodelavci pa tako. Seveda. Včasih prej v socializmu je bilo drugače, tam so bolj videli potrebe človeka. Dosti ljudi je bilo zaposlenih, več kot je bilo potrebno v neki tovarni in potem so sprejeli, da starejši delavci ne zmorejo toliko delati kot ta mladi. Danes pa to, ko smo v kapitalizmu, tega delodajalca ne zanima. Njega ne zanima, da je človek delal 30 let za tekočim trakom in da je zdaj že utrujen in da zdaj ne zmore več. Njega zanima samo, ali je naredil normo ali ne. In ti pritiski so dejansko grozljivi, od kamer na delovnem mestu, od nenehnih zagovorov pri predpostavljenih. So ljudje, ki težko sprejmejo, da recimo, ko dela, pa ima neke izkušnje na delovnem mestu, že 30 let, pa pride za delovodjo, za predpostavljenega nekdo, ki je 20 let mlajši od tega človeka. Ja, to je velikokrat izziv. Tako da so hude travme lahko pri ljudeh, ja. No, ampak dajva za na konec kako pozitivno, tako bolj pozitivno sporočilo ob vsemu temu. Zmeri lahko vidimo tudi temne plati, ki so
torej zelo realne plati, a ne? Kakšno bi bilo tako pozitivno sporočilo za celo Slovenijo, za naše gledalce, za na konec eno pozitivno? Jaz bi rekel, da ni prav, da sprejmemo, da je svet takšen, kot je. Se pravi, zelo usmerjen vase, se pravi, kaj bo življenje meni dalo, kaj si bom iz tega življenja vzel za sebe, da ni prav, da pristajamo na takšen diskurs, kot ga vidimo med politiki, kjer je cinizem, kjer je sovražni govor, kjer je nespoštljiv govor že postal norma, ampak da si mi skušamo ustvarjati drugačne odnose v tem mikrookolju, na katerega imamo vpliv. Saj mi nimamo ne vem kako velikega vpliva na družbene spremembe v celoti, imamo pa vpliv na svojo družino, na okolje, v katerem se gibljemo. In če bomo mi aktivno delali na tem in bili zelo budni glede tega, kako mi vzpostavljamo medosebne odnose, in če bomo mi delali na tem, da bodo naši odnosi spoštljivi, ljubeči, pozorni, nežni, potem gre lahko svet na boljše. Najlepša hvala, dr. Židanik, za vse te informacije. In dajte ga poslušati, dajte ga poslušati, pa zdaj, če to veste, ni še nič, morate to v življenje spraviti, tako da začnite zdaj. Alge v bistvu ščitijo te estrogenske receptore, sva že prej povedali. Tako da, če imamo mi dovolj joda v telesu, potem smo neke ženske zaščitene in ne bojo se na te receptore usedli pač tisti škodljivi estrogeni. Ne samo preko ekranov, tudi v živo se družimo, izobražujemo, spoznavamo istomisleče ljudi. Celo posebna potovanja organiziramo. Daj preveri klepet.kavi.si, tam klikni pod dogodki, pa da se spoznamo v živo.